Patricija se je v violino zaljubila že zelo zgodaj. Pri igranju je namreč opazovala starejšo sestro Rebeko in očeta Mateja, ki je profesionalni violinist. Sem stala zraven, stojala in poslušala in sem si želela, da bi jaz tudi imela svojo violino. Kmalu, ko je Patricija imela komaj 5 let, sta vlogi zamenjala. Oče jo je začel poslušati in usmerjati. Njen učitelj violine je bil do 12. leta. Potem sem šla k profesorju Borisu Kušnirju. On živi v Avstriji, je odličen pedagog in violinist. Lahko bi rekla, da je kot dedek meni, ko sem bolna, me pokliče, če sem v redu, pa lepo sodelujemo med sabo. Torej vpisala sem se na Graško akademijo takrat, ko smo začeli, potem 1 leto kasneje pa še na Dunajsko akademijo, da sem lahko deležna 2-kratnega števila ur. Vsak četrtek se Patricija z očetom in bratom, ki je tudi violinist, tako odpravi na Dunaj. Nikoli ni tako tisto, kaj največ, kar bi lahko naredila. Vedno je še nekaj, kar lahko naredim. Detajli, ki jih pove profesor, vse, kar jaz rabim narediti, ni težko vaditi, v bistvu dosti hitro mine čas. Da se vse to izide, se Patricija od 4. razreda šola na domu. Če hočem, da violina postane moj poklic in da solo koncertiram in to, bi mogla pač več časa si vzeti, ampak to bi bilo težko, če bi ostala v šoli. Patricija je nedvomno odlična violinistka. Za 8 sekund je presegla Guinnessov rekord v hitrostnem igranju skladbe Čmrljev let. V zadnjem letu se je udeležila mednarodnih tekmovanj na Madžarskem, v Bruslju in ruskega po spletu. Na vseh je osvojila 1. mesto. Patricija zmaguje tudi v višjih starostnih kategorijah. Vabijo jo na svetovno znane glasbene odre. Zelo rada igram v živo, recimo Jan Kilevič je bil tekmovanje, ki je bil v Rusiji, je bil online. Zelo rada spoznavam nove violiniste, tam, ko pride na tekmovanja. Patricija svoj prosti čas najraje preživlja z družino ob knjigah, šahu in 4-nožnimi prijatelji.